Ok, super, slišimo se dobro, upam, da. Če ne, povejte. Ja, tako kot me je Lisa že predstavila, jaz sem Katja in z mano bo danes še Anja predstavila slovenščino na maturi. Naš materni jezik, nekaterim povzroča precej težav. Lahko je to plus, lahko je minus, da pri maturi iz slovenščine nimate dvomov glede višjega ali pa osnovnega nivoja, tako da, ja, ne vem, mogoče je to še boljše, vsekakor je pa to en tak celostni preizkus. Zdaj, kako bova danes to predstavili, vam je mogoče struktura že malo znana, webinarja našega. In sicer najprej bova podala neke splošne informacije, ki so potrebne pač za tale naš končni preizkus. V nadaljevanju bomo pogledali primere nalog, malo jih bomo vanjo tudi pokomentirali. Potem v tretjem delu bomo pogledali še kakšne pogoste napake in ne vem, upam, da bomo podali še kakšen pameten nasvet. Na koncu pa bo še čas za vaše vprašanja. Vmes bomo poskrbeli za kakšno pavzo, da greste lahko po kakšen kozarec vode ali pa da malo zadihate, da se malo odpočijete. Je pa zdaj že, se pravi, 12. marec, Gregorjevo, okej, in se matura že bliža, tako da zdaj bi bilo prvo vprašanje iz moje strani, če greste na splošno ali na poklicno maturo. Tako da vas že čaka tole vprašanje. Splošna matura, okej, nekaj tudi poklicna. Okej, super, hvala za sodelovanje. Večinoma ste tukajle dijaki, ki se boste udeležili splošne mature. Nekaj vas je pa takih, ki se boste udeležili tudi poklicne. Okej. Takole, hvala. Ja, se pravi, prehajamo kar na prvi del našega webinarja, kjer bomo najprej pač pokomentirali, kako je vse skupaj porazdeljeno. Zdaj, splošna in poklicna matura se nekoliko razlikujeta, predvsem, kar se tiče šolskega eseja. To je pač ta prvi del, ki maturante splošne mature, dijake splošne mature, letos čaka 4. maja. Šolski esej se piše v prostorih šole, za katerega pa imate na voljo 120 minut. Zdaj, podrobno se bo v nadaljevanju šolskemu eseju posvetila Anja. Je pa 120 minut kar precej časa, če si ga dobro porazdelite istočasno. Je to lahko zelo malo časa, če se ne lotite tega malo bolj strukturirano. Ampak ima Anja en kup uporabnih nasvetov, kako se tega lotiti. Zakaj je šolski esej tako pomemben? Zakaj je tako dobro investirati čas v to in energijo, ker prinese 50% končne ocene, kar je ogromno, tako da absolutno je zdaj že nekako čas, da se pripravljate tudi na to. Imam pa tukajle še eno vprašanje, in sicer, zdaj ste lahko iskreni, ker je itak pač tole anonimno, da? A ste že prebrali? Okej. Ste kar tako. Je kar napeto. Nekje pol, okej, v redu. Ja, nekaj časa je še, ampak lahko še razumete. Ja, nekaj časa je še, ampak ne pa več veliko, tako da priporočam branje. Okej, drugi del
je razčlemba neumetnostnega besedila. To je del, ki čaka tudi maturante poklicne, dijake poklicne mature. Oba, torej dijaki splošne mature kot dijaki poklicne mature, pišete to 30. maja. Nisem čisto prepričana več, je to, mislim, da je en dan prej angleščina, nisem čisto prepričana. Imate na voljo 90 minut, kot dijaki splošne, kot dijaki poklicne. Prinese pa na splošni maturi to potem 30%. Na koncu, se pravi od 13. do 22. junija, pa poteka še tisti končni del, ustni del, ki prinese potem na splošni maturi 20%. V nadaljevanju vam bomo pojasnili zanjo vse nekoliko bolj podrobno, zdaj samo toliko, da veste te ključne informacije, torej predvsem datume, kdaj vas čaka ta preizkus. Zdaj pa predajam besedo Anji, ki bo kar nadaljevala z vsebino eseja. Ja, torej da se slišimo. Torej, kot veste, je letošnji tematski sklop poimenovan V svetu blišča in bede. Predpisana sta dva romana, in sicer en slovenski roman, to je Čudežni Feliks, pisatelja Andreja Hinga, in Veliki Gatsby, ameriškega pisatelja Fitzgeralda. Zdaj ta blišč in beda, kakor se vam mogoče zdi ta abstraktna, pa taka, ki z vama mogoče ne rezonirata ravno posebej. V bistvu nekak cilj verjetno tega tematskega sklopa je, da se tudi vi kot dijaki, ki ste zdaj vstopili počasi v odraslost, torej matura tudi kot nek tak zrelostni preizkus, da se vprašate, kaj zdaj pomeni ta blišč, pa kaj pomeni beda, pa če je lahko blišč v bistvu tudi nekaj slabega, torej nekaj, kar je v bistvu sam neka taka prevleka čez neko precej grdo stvar ali pa neprijetno stvar. In tisti, ki ste prebrali romana, to mogoče ste zaznali, v bistvu to dvojnost, da včasih stvari res gledajo lepe, torej ne vem, Gatsbyjeve zabave izgledajo čudovite. Če ste gledali mogoče tudi film, tak je v bistvu najnovejši od Luhrmana, je to se mi zdi zelo dobro prikazano, torej vsi se zabavajo, veliko je in hrane in pijače in kar si srce poželi, hkrati pa je Gatsby tako globoko nesrečen, ker pač ne more biti z Daisy. Se opravičujem za vse, ki še niste prebrali, tako je. In podobno je tudi pri Feliksu, torej imamo opravka z neko tako zelo pomembno družino, ki ima neko, znana je nekako v tem svojem malem okolju, hkrati se pa med sabo kregajo, se obkladajo z nekimi zmerljivkami in tako naprej. Tako da neka ta dvojnost naj bi bila nekako v središču tega tematskega sklopa, hkrati ste pa verjetno vi kot generacija, mogoče celo manj kot jaz in Katja, tudi obkroženi z raznimi influencerji, ki pač hkrati in se mogoče bolj zavedate te razlike recimo med socialnimi omrežji, pač temu, kar ti daješ ven iz sebe, pa temu, kar zares obstaja. Tako da upam, da sem vam uspela zdaj temo čist malo približati, če se vam je prej zdela bolj abstraktna. Zdaj nekaj o obeh romanih sem že povedala, zdaj Čudežni Feliks je mogoče malo daljši in vas mogoče malo bolj skrbi, ampak nič ne de, pridemo tudi do tega. Zdaj Feliks ni prvič na maturi, bil je že nekaj let nazaj, sicer z enim drugim romanom v paru. Je v bistvu prvi roman, naj bi se tudi nadaljeval, kot tisti, ki ste prebrali, veste, ampak se to ni zgodilo, ker je avtor prej umrl. Zdaj iz Gatsbyja pa mogoče marsikdo že pozna od prej, torej bodi si prek filmov, mogoče ste ga tudi pri angleščini delali kdaj. Če ne pa, mislim, je pa to zagotovo in roman in film, ki ga je fajn na neki točki prebrati, zdaj za maturo ali poleti ali pa kadarkoli. Je vaša izbira, torej to je roman seveda o nekem, v bistvu roman, ki ga pripoveduje sicer nek
slehernik, nek Nick Carraway, govori o svojem sosedu Gatsbyju, ki ima te čudovite zabave, hkrati pa v bistvu cilj teh zabav je pa nekaj popolnoma drugega. Zdaj romana sta si podobna, hkrati sta si pa tudi zelo različna. Pa če grem kar konkretno mogoče na to, kako bo, oziroma najprej, da vas vprašam, ste mogoče že, bom samo še to vprašala, ste mogoče pisali že predmaturitetni esej, to je enkrat februarja se zgodilo, če samo odgovorite. Aha, ste, ok. Ok. Dobro. Da ste zdaj vsi odgovorili. Aha, nekateri ga še boste, večina ga je pa tudi pisala. Škoda za tiste, ki ga sploh ne boste. Še dobro, da lahko nekateri poskrbimo tudi za to, da lahko z Rasturi na maturi tudi za to poskrbimo. Da bom zaključila tole. Zdaj, kot veste, ko boste odprli pač ta, kako izgleda zdaj esej, čisto tako praktično, imate to polo, ko jo odprete, boste letos zagledali 3 naslove. Torej, zdaj sem že vštela noter vse te prilagoditve, 2 naslova boste vezana na razpravljalni esej, 1 pa za interpretativni esej. Torej, ta prilagoditev je, da pač je na ključnih, da bo esej vezan predvsem na roman Čudežni Feliks, žal, mogoče za nekatere, ker je pač to daljši izmed 2 romanov. Torej, v prvem od razpravljalnih esejev boste mogli primerjati roman Čudežni Feliks z Gatsbyjem, torej drugim delom, ki je bilo predpisano za maturo. V drugem razpravljalnem eseju boste mogli primerjati roman Čudežni Feliks z nekim poljubnim delom iz svetovne književnosti. Zdaj seveda ni to redom, so tudi neka navodila, seveda, na podlagi katerih boste morali to primerjati. Medtem ko interpretativni esej bo vezan samo na roman Čudežni Feliks in ne bo primerjave z nekim delom iz svetovne književnosti. Zdaj da vidim, če imam tukaj še. Zdaj pa zanima, že veste, kaj boste zbrali, razpravljalni ali interpretativni? Mislim, da že kar precej odločeni. Dobro, cool, večinoma razpravljalni, no tisti, ki še ne veste, imate še veliko časa, da se odločite. Zdaj nekaj, kaj je ta razlika med razpravljalnim, pa bom kar zaključila, kaj je razlika med razpravljalnim pa interpretativnim. Torej, razpravljalni je za večino dijakov lažji, ker ga tudi večkrat pišete, zdaj verjetno tudi že v letnikih do same mature. Navodila so ponavadi veliko bolj jasna, pač v smislu jasna. Imate pač neke postavke, ki so tipično, ne vem, predstavi, komentiraj, opiši, primerjaj, opredeli in tako naprej. In zdaj, če vam to bolj, mislim, kar je ponavadi lažje za tiste, ki, ne vem, pod stresom pač je nekako težje razmišljati, mogoče za marsikoga. In tudi, ja, kot rečeno, ta esej se večkrat tudi pojavi pač tekom cele srednje šole. Da interpretativni esej je pa pač nekoliko ambicioznejši, to pa zato, ker dobite en odlomek iz romana, ki ga morate razčleniti. To pomeni, da morate najti vsa slogovna sredstva, stavčne figure, metafore, aluzije. Zdaj natančno vam tudi navodila pomagajo, kaj se morate tukaj najti. Morate ga umestiti v celoten roman, ga pojasniti, torej gre za interpretacijo. Torej, ta esej je težji, mogoče zato, ker se interpretaciji čisto v tem šolskem smislu, mislim, v tem šolskem okolju se jih manj dela, nažalost, ker verjamem, da je za marsikoga tudi pouk književnosti zato bolj neprijeten, ker imate samo eno interpretacijo in to je od vašega učitelja oziroma učiteljice. Ampak se ga tudi da. Zdaj, že nek prvi nasvet, da je to vzeti to, kar vam bolj leži, pa ne bo prvi interpretativni tisti, ki ga boste na maturi dobili. Tako da to bi mogoče morala kasneje povedati, ampak če smo že tukaj, povem že sedaj. Zdaj pa mislim, da če daš nazaj, ja, torej tole, no. Zdaj ocenjevanje eseja je čisto seveda odvisno od navodil, kaj navodila zahtevajo.
od vas. Dosežete lahko do 50% oziroma 50 točk vsega skupaj. In to je razdeljeno tako, da je vsebini namenjeno 30 točk. Ta vsebina se razčleni, kar bomo potem tudi pogledali. In potem imate še postavko jezik, ki ima 20 točk skupaj in se razdeli na jezikovno pravilnost, slog pa zgradbo. In če čisto konkretno pogledamo na enem izmed teh propsov, ki smo jih pripravili pri nas, to je nekaj, kar imamo mi pripravljeno. Torej mi nimamo nič povezave z izpitnim centrom, tako da naj vas ne med zdaj ideje, da bo tako izgledalo tudi vaša sej. Mi si tudi želimo, da bi, ampak pač žal stvari delujejo drugače. Torej imate nek naslov, v redu, torej ponovadi je tako, da je neka splošna trditev, pač neka poved. In tukaj imate potem, kakšna sta blišč in beda družine Kalmus Misija. To bi mogel biti mogoče vprašaj. Kako to vpliva na protagonista in njegov odnos do blišča in bede? Kakšno vlogo imajo pri tem dogajalni prostori in kraj romana? In potem je tukaj tale primerjava, torej podobno kot protagonist Čudežnega Feliksa, tudi Nick Carraway doživlja razkorak med bliščem in bedo. Primerjaj oba lika iz stališča pogledov na blišč in bedo. Predeli se do trditve, da materialni blišč ne more prikriti moralne bede. Zdaj, če gremo čisto konkretno, kar smo tukaj naredili pri ocenjevanju, kar tudi sledi na rednem eseju, torej najprej imate predstavitev blišča in bede v družini Kalmus Misija, kar pomeni opredelitev, torej predstavite, kaj je ta blišč in beda v družini Kalmus Misija. Zdaj, meni je zelo žal, da bom mogla zdaj veliko kvarnikov izreči, ampak tako je, mogoče pa bo zaradi tega, koga bolj privleklo, da bi roman tudi prebral. Kaj je tukaj mišljeno, kaj je ta blišč in beda v družini Kalmus Misija? Torej, oni so neka uspešna, bogata, neka aristokratska družina, hkrati pa ta beda, ki se dogaja vse skozi, je pa to, da recimo Štefanija svojega moža vse skozi obklada z nekimi kletvicami, vse skozi je jezna nanj, ga vara, neprekrito vara, četudi je pač ta mož bil tisti, ki je svojo nekako to uspešnostjo in podjetnostjo uspel to družino nekako obdržati na nivoju, v bistvu na tem visokem položaju v družbi. Hkrati tudi, ne vem, sestre, ki bi se morale imeti recimo rade, torej Erna in Heda, precej tekmujeta med sabo, sta tudi precej neprijazni druga do druge, ampak seveda je vedno tako, ko grejo ven iz te graščine, ne? Torej, ko so zunaj, se vse delajo, kako so povezani, veseli, in sploh seveda. Ko so pa potem doma, se pa odpre pač nevihta vsega možnega. Torej, kako zdaj to vpliva na Feliksa, ko to opazuje? Torej, Feliks, kot ste nekateri prebrali, se družini pridruži poleti leta 37, potem, ko mu umre mama, ker so in Kalmus Misija so potem edini njegovi živeči sorodniki. Torej, zdaj, kako na njega vpliva to, da vse skozi opazuje to dvojnost? Začne recimo razmišljati, kaj je za njega blišč in beda. Veliko razmišlja recimo o očetovstvu, o svoji mami, ki recimo je bila del te Kalmus Misija, neke aristokratske družine, ampak on kot otrok ne da sta bila revna z mamo, ampak recimo nikoli se ni spraševal posebej ali pa tudi nikoli ni imel občutka, da je zaradi tega poseben, torej zaradi nekega svojega rodu, zaradi svoje družine. In zdaj, kaj je odnos, torej kakšen odnos ima do tega blišča in bede? Torej, kot se potem do konca izkaže, v bistvu Feliks vse bolj ugotavlja, kako je blišč samo v bistvu neka odeja čez moralno bedo, torej kako pravzaprav z nekim bliščem zakrivamo tiste stvari, ki nam niso všeč, s katerimi se nočemo soočiti. In zato se tudi Feliks na koncu, vsaj lahko tudi interpretiramo, da se Feliks mogoče tudi zato odloči, da bo šel s svojim očetom, ne pa ostal z družino, zato ker je oče do njega veliko bolj iskren, se ne skriva pravzaprav in mu takoj pove v bistvu, kaj je težava, zakaj bosta imela težave. In kljub temu, da recimo prej se nista poznala celo življenje,
pač v bistvu se na tej točki povežete, torej na podlagi te neke iskrenosti in tudi preprostosti. Zdaj je bila že seveda interpretacija, tako da ne rabite zdaj pač čisto vsega tega si zapisovati in jaz upam, da imate tudi vi še kako drugo idejo in vem, da jo imate, sploh tisti, ki ste prebrali. Zdaj te točke je vedno tako, da najprej imate neko predstavitev, ampak v to je vedno vključeno to, da tudi vi kakšno sceno, dve iz romana potegnete. Torej zelo dobro je, če opisujete, predstavljate, ampak morate vse to podkrepiti z konkretnimi zadevami iz romana. Ker pač ja, če ne lahko rečete praktično karkoli in ocenjevalec ne more vedeti, da ste vi prebrali roman ali ne, zdaj pa kakršenkoli argument pa zveni veliko bolj kredibilno, če ga pač podkrepite z neko zadevo konkretno iz samega romana. Tako da, če opazite že med branjem, recimo, če boste še kaj čez, kaj takega, kar vam je zanimivo, tudi če vam je čist zanimiv prizor, ne zdaj v povezavi s tem, kar mi delamo, dajte si zapisati, dajte si ga obnoviti v glavi, ker vam bo to zelo pomagalo potem na samem eseju. Potem imamo, torej kakšno vlogo imajo ti kraji in prostori v romanu. Torej zopet, kar je v romanu zelo jasno, je ta razlika med graščino, kar sem že omenila, in trgom. Torej, ta graščina je fizično ločena od trga spodaj, kot ste brali, je treba iti do tega trga vsaj z avtom oziroma s kolesom, torej ni tako blizu, da bi se ravno dalo sprehoditi ali pač. Kakšna je ta graščina? Torej, omenjene so neke velike sobane, ki so res da velike in imajo tudi, ne vem, recimo veliko nekih teh bogatih, ne vem, okrasja in takih zadev, ampak hkrati so pa ljudje noter precej neprijazni med sabo, torej se kregajo, se pač obrekujejo in tako naprej. Kaj se potem na trgu, kaj se potem dogaja? Trg je pa precej drugačen, že samo med graščino in trgom obstaja neka razlika. Torej, trg te graščane gleda nekoliko po strani, torej malo je tako, kaj so pa zdaj oni, neki bogataši tam nam solijo pamet, vse skozi se delajo, da so neki boljši od nas, hkrati se tudi to v trgu dogaja, kar se pokaže recimo v odnosu do dveh bratov, torej dveh Albinov bratov, zdaj mi je ime ušlo iz glave, seveda prikladno, ampak ona dva sta nekoliko posebna, zopet se malo odmakneta od družbe in takoj ju začnejo držani grdo gledati, torej kaj se zdaj ona dva gresta tam z neko svojo viro, krivo viro širita, v bistvu želita živeti samo neko preprosto življenje, neodvisno življenje, samooskrbno. In zopet, ne, torej, kaj ste si zapomnili recimo o trgu je zelo pomembno, torej kako izgleda ta trg, kakšni so ljudje, to so vse take male podrobnosti, ki jih je, se mi zdi, da jih Hing zelo dobro popiše v svojem romanu, včasih tudi precej humorno, tako da to so take stvari, ki, mislim, vam jih lahko valjda vse povemo, ampak največ boste s tem dobili, največ boste od tega imeli, če pač roman preberete, ker boste tudi sami si bolj zapomnili, se mi zdi. Potem je primerjava. Zdaj, primerjava ima tipično največ točk v eseju, tudi pri Corona Times je vedno bila primerjava v bistvu najpomembnejši del. In vedno je tako, da morate najprej predstaviti tistega lika oziroma roman, s katerim primerjate, tudi če to ni eksplicitno izrečeno. Potem pa, ko imate primerjavo, torej samo primerjavo, torej si lahko nekih iztočnic napišete, torej čem sta si lika romana blizu, kje se razlikujeta in primeri, torej vedno primeri, nikoli ne na suho nekaj pisati, ampak vedno skušajte čim več nekih primerov iz samega romana najti oziroma romanov. In potem na koncu je še lastna opredelitev, torej vaš lasten komentar in to je tudi vedno del eseja, temu se ne boste izognili. In naj vas ne bo te lastne opredelitve strah, v smislu, kaj pa zdaj to, kaj moram zdaj jaz povedati. Tukaj je večinoma pravilo je the more the better, v smislu, tukaj res ne morete bistveno zgrešiti, to je vaše mnenje, pač ne more vam kdo reči, da je vaše mnenje nepravilno ali pa prekratko ali pa karkoli. Torej, dajte si vzeti čas tudi za to, torej, kaj vam pomeni ta
blišči, beda, torej ne vem, lahko govorite zdaj, kar sem prej omenila, o socialnih omrežjih, lahko govorite o tem, da pač veliko ljudi ustvarja v javnosti neko svojo javno podobo, hkrati je v zasebnosti nekaj povsem drugega. Torej, kaj vam to pomeni? A se vam to dogaja pravzaprav, da že ste v pozicijah, ko morate razmišljati, kako se obnašati, kaj dati ven iz sebe, pa potem kaj zase zadržati. Tukaj, mislim, lahko se tudi izmislite kakšno anekdoto, če ste pač navdahnjeni tam na licu mesta, pač, ker itak vaši eseji so anonimizirani, torej tudi če je kaj osebnega, ni tako, da bo ocenjevalec vedel, kaj ocenjuje, oziroma koga tudi ocenjuje. Tako da tukaj si res vzamete čas za to, no? In ne tega združevati z zaključkom, sploh pa ne tega samo prezreti oziroma odpraviti v povedi ali pa dve. In potem imamo v glavnem tukaj še do 20 točk, tako sem whatever. Torej imamo jezik, imamo jezikovna pravilnost, slog pa zgradbo. Za jezikovna pravilnost predvsem pravopis, tukaj popravljamo vejice, pisanje skupaj narazen, večstavčne povedi, vse take stvari, ki vas zelo veselijo in vas gotovo zelo, oziroma vam lepšajo dneve. Zdaj pri slogu se večinoma popravlja pravilen register, torej recimo včasih prihaja do tega, da pač seveda, da dijaki recimo uporabijo mogoče bolj slengovske izraze ali pa mogoče tudi bolj tudi dialekti, torej nekaj dialekta, tudi kakšne nepravilne konstrukcije, ki jih recimo angleščina, na katere angleščina vpliva, tako da vse to se potem popravlja. In ja, na to je treba paziti, zdaj kaj več o tem kasneje. In potem je tukaj še zgradba. Zdaj pri zgradbi se potem tudi prešteje, ali je esej enako, torej primerno dolg ali ne. Mislim, da zdaj je nekako ta cap pri eseju 600 besed. Zdaj teh 600 besed boste zagotovo dosegli, to naj vas ne skrbi, ker če odgovorite na vse te postavke in imate vse primere in imate potem še uvodni zaključek, je to garantiranih 600 besed, tako da to naj vas ne skrbi. Kar je pomembno še recimo pri zgradbi, je predvsem delitev na odstavke. Torej, tukaj se pogleda, ali je zdaj primerno razdeljen na odstavke, ali so ti ločeni med sabo in tako naprej, torej kako so ločeni. Potem se pač to sešteje in se pač tu dobi neke procente ven in to je to. Zdaj tukaj komentarjev vi seveda za esej ne dobite, torej kar bi bilo mogoče sicer najboljše, da bi tudi za ta uradni esej dobili, ampak pri nas jih pač dobite, torej vam še esej pokomentiramo, vam povemo, kaj je dobro, kaj je slabo, na čem lahko še delate in tako naprej. Zdaj da vidim. Ok. Zdaj pred samim esejem imam še nekaj navodil, končno. Zdaj prvi nasvet, dajte prebrati prepisani knjigi. Torej, noben webinar, nobene priprave, nobena inštruktorica, nihče vas ne bo tako dobro pripravil za pisanje eseja, kot vas bo lastno branje. In še vedno imate dovolj časa za to, tudi za čudežnega Feliksa, torej tudi če preberete samo 50 strani na dan, ne vem, na busu do šole 20, pa pol še za nazaj, nekih 20-25, to še vedno pomeni, da ga boste v roku 10 dni prebrali, torej v bistvu precej podrobno prebrali, če boste res samo tistih 20 strani oziroma teh 50 strani na dan delali. Tako da naj vas ne nekako premami ta ideja, če pogledam vse webinarje tukaj, pa v šoli vse zapiske grem čez, bom vedel. Pač ja, ampak te avtentične izkušnje, ki je potem mogoče ključna za to, da je vaš esej zelo dober, ne samo povprečen, tega vam pa žal ne moremo, tega pa mislim, da ne moremo še pofejkati. Zdaj, druga stvar, ne pretiravati s pripravljalnimi eseji, torej s temi, ki boste pisali pred samim esejem. Torej, bolje je, da napišete, ne vem, 3-4 do maja, pa za vsakega dobite konkreten feedback, zdaj, ali je to vaš profesor na šoli oziroma profesorca, ali je to, ali smo to mi, ali so to vaši prijatelji. Bolje je
pač imeti neke 3 res konkretne, da vam povedo, ok, to je zelo dobro si tukaj argumentiral, zelo dobri primeri, ampak pazi, ne vem, imaš težavo recimo s povezovanjem odstavkov med sabo, torej odstavki delujejo nepovezani med sabo, tukaj malo delaj na tem, da preden čisto začneš z neko drugo mislijo, da jo povežeš še s tistim, kar si prej pisal. Take stvari. In zdaj, ja, vseeno je, od kje to dobite, kako to dobite, ampak važno, da to imate, da veste v bistvu, na kaj paziti. Ker tudi, če napišete 10 esejev, se na koncu niti ne boste vedeli, kje ste kaj izvedeli, pa kaj vam je kdo rekel. Tudi dobivali boste te feedbacke, ne vem, en dan za en esej, naslednji dan za nek tretji esej in sploh ne boste vedeli, kje se vas glava drži na koncu. In ta občutek za sam esej boste dobili tudi za samo te 3. Zdaj lahko si naredite tudi doma simulacije, torej kako bo esej izgledal, zdaj tisti, ki ste pisali pred maturitetni, pol že veste, ampak da si rečete, ok, date vse zadeve na airplane mode, mizo očiste in rečete, ok, timer 120 minut, vzamete, ne vem, nek naš prop ali pa ne vem, v šoli, če ste kaj dobili, in pač to dodelate, potem pa date nekomu za prebrati. Lahko to delate, ampak ne zdaj tega prevečkrat početi, ker vi ne boste imeli veliko tega, zelo boste živčni, veliko bolj boste živčni, ker se vam bo zdelo, da itak nimate pojma, ker vam bo vsak drugače rekel, ampak če pa dobite 3, boste pa videli, da vam je vsak nekaj povedal in ko to združite, lahko dobite v bistvu nekaj konkretnega, kar vam bo pač res pomagalo za naprej. Primerjave. Zdaj ne se s temi primerjavami čudežnega Feliksa, pa še nekega svetovnega, torej z nekega dela svetovne književnosti, slovenske književnosti, ne se zdaj preveč s tem obremenjevati. Torej, ni treba, da postanete literarni teoretiki in strokovnjaki za primerjave, da postanete komparativisti. Ni treba, da imate 10 primerjav na lagerju, samo zato, da, ok, glede na navodila, imam zdaj jaz teh 10 primerjav v glavi in ena bo ok. Lahko se enostavno odločite, da boste primerjali z Gatsbyjem in je to dovolj. Preberete velikega Gatsbyja in je potem to. In je potem to. Če zberete potem pač ta naslov z Gatsbyjem, ne rabite še nekih tretjih del noter vleč. Zdaj, če vam Gatsby ni všeč, dajte se odločiti za recimo 2-3 različna dela, največ, in jih pač dajte si res nek odstavek sestaviti za vsako izmed teh primerjav. Zaradi tega, ker če boste imeli samo, ne vem, en stavek, eno poved, to vam nič ne pomaga, ker primerjava, kot ste videli, je najvrednejša postavka pravzaprav v samem eseju. Tako da tukaj je res fajn, da imate odstavek, mogoče odstavek in pol celo, res nekih zelo jasnih misli, torej v čem sta si dela podobna, zakaj je ta primerjava smiselna, kaj s to primerjavo sploh pridobimo. Tako da to res pasterno. In še v bistvu zadnja stvar, torej dan pred esejem, ne panično listati po knjigah, po zapiskih, pa pisati še, ne vem, 3 eseje ali en esej, whatever. Obe skate vam priporočava, da se sprostite, da se spočite, da ne vem, naredite si en tak lep, prijeten dan. Lahko, mislim, pisanje esejev in izpitov je pač taka stvar, da tega ne morete v enem dnevu izboljšati, ampak je to rezultat nekega dela v časovnem obdobju. Zato se tudi na esej v bistvu pripravljate že v bistvu cel 4. letnik po malem na neke načine, in potem pač iz tega gradite. Tako da zadnji dan je pač v božjih rokah, v rokah usode, karkoli vam pomaga. Tako da pač naredili ste, kar ste lahko, na tisti točki se lahko samo naspite, da boste točni, da imate vse dovoljene, nedovoljene pripomočke sabo, predvsem dovoljene, ki je sam kuli, mislim da. Tako da to. Zdaj na samem eseju, najprej, ko odprete polo, dajte vdihniti. Parkrat, if needed. Nujno si napišite osnutek. Torej pri osnutku upoštevajte glagole, ki so v navodilih, torej predstavi, komentiraj, primerjaj. Dajte si jih izpisati, če ne gre drugače. In dajte že v osnutku nanje odgovarjati, dajte si zapisovati že primere zraven z romana,
ker potem boste pri samem romanju, ko boste sam esej pisali, boste manj časa porabili, ker napišeš zdaj neko poved, pa tako, ojoj, je še primer, gremo počasi. Pač ne, dajte to že v osnutku narediti, potem, ko pišete, lahko res pišete in se osredotočite, recimo, da stvari tečejo, da se odstavki povezujejo med sabo. Plus, če boste to naredili že prej, bo zagotovo v eseju manj črtanja, prečrtanja, tudi vaša pisava zna biti malo lepša, kar je banalno, ampak ko ocenjevalec dobi pod roke vaš esej ob 2 zjutraj in je to ene 50 esej tisti večer, tudi to pomaga. Zdaj, po samem osnutku, oziroma že v samem osnutku, dajte recimo že paziti na uvodni zaključek. Torej, vredno se je potruditi za oba, ker dajeta celemu besedilu vtis neke zaokroženosti, neke te v bistvu celovitosti, tako res veste, zakaj se gre. Ne združujte uvoda in jedra, pa jedra in zaključka recimo. Recimo mnenje se dostkrat, to lastno opredelitev se dostkrat v zaključku pojavi po najnih izkušnjah s Katjo. Ne tega dela, dajte si vzeti čas. Torej, neka uporabna strategija za uvod je recimo, da greste iz nekega splošnega, torej recimo, kaj je pomen talenta v življenju. Torej, ne vem, talenti so zelo pomembni za življenje, talenti so zelo pomembni v človekovem življenju, pika. In potem greste v nekaj specifičnega. Torej, za Feliksa so bili talenti ključni, ampak obenem je vse skozi ugotavljal, da samo s talenti ne bo dosegel veliko. To je zdaj že lahko vaša teza za esej. In potem iz tega nadaljujete iz tega je potem že sledi jedro, ampak ne bo to vaš uvod, lahko tu v uvodu tudi recimo predstavite, rečete, Čudežni Feliks je roman slovenskega pisatelja Andreja Hinga, ki se dogaja takrat in takrat, tematizira te pa te stvari in potem neko specifično tezo napišete. V zaključku velja obratno, torej iz tega specifičnega greste nazaj v nekaj splošnega. Torej, talenti podpirajo Feliksov razvoj, a so ključni. Torej, roman nam pove, da pravzaprav da tudi če imamo vse talente na tem svetu, je predvsem pomembno, zakaj jih uporabimo in ali jih razvijamo. In potem neka splošna teza, torej usodo je treba vzeti v svoje roke, ne pa se zanašati, da bodo talenti dovolj in nam bodo pomagali pri vsem tem. To je zdaj nekaj zelo specifičnega, nekaj osnovnega. To lahko na internetu imate neverjetno veliko navodil za pisanje eseja, ampak tako za začetek, ker verjetno vseeno niste toliko esejev uporabljali, so to neke ključne stvari, torej ta uvod, torej ta osnutek, pa uvod, pa zaključek, pa kako se uvoda in zaključka tudi lotiti. In te stvari vam znajo pomagati tudi kasneje, ko boste seminarske pisali na fakulteti oziroma kamorkoli boste šli. Torej vsak uvod mora imeti neko tezo, torej če napišete samo pismo, mora biti jasno, zakaj se gre, zakaj sploh pišete. Zdaj, kako si razdeliti čas pisanja, to je že Katja omenila, lahko si ga razdelite nekako po principu 2, 3, 1. Torej, če si vzamete 40 minut za osnutek, 40 minut, to je že več, kot traja naš seminar, imate še vedno 60 minut za pisanje, meaning 1 beseda na minuto, pa mislim, da pišete veliko hitreje. In ne samo to, ostane vam še 20 minut potem za pregled. Torej, več kot dovolj. In res vam polagam na srce, dajte si čim več časa vzeti za osnutek, ker več časa, kot boste porabili za osnutek, v bistvu hitreje boste lahko napisali sam esej. V smislu, če že v osnutku si naredite primer, če že odgovorite na vprašanja, imate primere, potem lahko, ko ste v tem moodu za pisanje, lahko dejansko sam pišete. Ni se vam treba ukvarjati, ojoj, kaj zdaj že ta primer, ojoj, ne, ker ne tega delati. Mislim, na ta račun boste vi mogoče postali malo živčni, ker se ne boste nečesa spomnili, ker si ne boste nečesa mogli priklicati, hkrati pa boste mogoče, a si boste pa nekaj napačnega, neprimernega priklicali v glavo, pa boste živčni in potem boste sam še bolj živčni, ker se vam zdelo, da kar ne gre in da kar ne steče ta esej. Tako da res osnutek napisali boste že. Potem, ko imate osnutek, je to že
3/4 dela je opravljenega, pač to fizično pisanje, mislim, da razen ok, če imate težavo s počasnim pisanjem, ampak mislim, da nas gimnazije in srednje šole precej zdrilajo v tem, da nimamo težav s tem. In zdaj ta pregled na koncu je pa tako, tukaj nekih velikih zadev ne boste, mislim, ni smiselno več spreminjati, tako da tukaj res pogledajte potem, ne vem, če vam kakšna vejica manjka, oziroma boste pozorni, če kje kakšna vejica manjka, kako pisanje skupaj narazen, pač take stvari, ali pa ne vem, če ste dejansko kaj prečrtali, da se potem tam vidi, kaj je točno prava rešitev. Tako da to je v bistvu vse, kar sva zbrali skupaj. Zdaj, Katja, sem mogoče spustila še kakšen nasvet in imaš še ti kaj za dodati? Ne, super si vse povedala. Mislim, zdaj tako, pri eseju je ogromno stvari, o katerih se da razpravljati, a ne. Anja je zelo na kratko, ampak se vseeno precej podrobno podala kakšna dobra navodila. Jaz bi mogoče komentirala še tam pri številu besed, a ne, minimalno število je 600 besed, da ste pazljivi, ker pri, mislim, da manj kot 540 se potem odbijajo tudi točke, a ne, recimo ena od takih zadev. Tukaj bi jaz še eno vprašanje vam zastavila in sicer, bo šlo vprašanje eseja? Ok. Mislim, da... Ja. Mislim, da tudi tisti, ki ste zdaj, ne, panika, imate še dovolj časa, ne. Jaz upam, da zdaj še v teh 2 mesecih, ki jih imate, da se to malo obrne, da boste ugotovili, da ni panike za esej. Pa ne toliko. Jaz bi tukaj samo še dodala, mi dve znanje smo se ful potrudili, pripravili sva obsežne webinarje, zelo podrobne, ki jih pač najdete na naši platformi. Mislim, tudi v sklopu maturitetnega tečaja bomo pregledali, v bistvu bo polovica pač namenjena tudi pregledu in predelavi obeh romanov, pripravi na esej, tako kot vsebinskemu delu, kot samemu pisanju, da se potem tudi pri takih zadevah, kot je recimo zgradba, kot so podarjene točke, pravzaprav se tukaj hitro vidi tista malenkostna odstopanja, kjer se pravzaprav vsebina ne ujema strukture eseja. In zato pač pride potem do minus točke, kakšne take zadeve. Ravno tako lahko pošljete pač tudi nam esej v pregled, cena je 15 €, da dobite ocenjen esej, popravljen esej in nek feedback. Svetujeva pa tukaj obe, da pač se čim prej lotite tega pisanja in vaj, ker ravno tako, kot sva zdaj že večkrat omenili, tukaj ni pač iz danes na jutri nekih izboljšav, ampak je za to potreben čas, a ne. Tako da, ki pač seveda in sodelovanje s kolegi, tudi debatiranje, kritično razmišljanje je tukaj zelo pomembno, lahko vključujete svoj pogled na pač doživljanje same vsebine, tako da je tukaj res enega ogromno nekega prostora za pač, ne vem, kako bi rekla, konstruiranje nekega kvalitetnega eseja, a ne. Je pa tako kot pri vsaki dobri stvari, a ne, nothing good comes easy, a ne, tako da več časa boste investirali, ogromno časa ste se že pripravljali, letos se praktično celo šolsko leto že pripravljate na esej, povprečno ste imeli 1 do 2 eseja na šolsko leto ocenjena, tako da je ogromno bilo že storjenega, je pa še ogromno pač možnih izboljšav ponavadi, no. Tako da to je to, ima kdo tukaj, mogoče kakršnokoli vprašanje? Lisa je delila povezavo. Ok, potrebujete
5 minut pauze, vam bom takole stopila, da mi lahko poveste. Ali lahko nadaljujemo? Ok, večinoma se zdaj nadaljujemo, tako da bom še jaz povedala, na kakšen način bo druga pola sestavljena, potem pa si privoščimo en kratek odmor, če se da prav. Moment. Ok, torej, druga pola, 30.5. čaka vas razčlemba izhodiščnega besedila. Omenila sem, da imate na voljo 90 minut, ni zdaj kakšnih, ni potrebne panike okoli pripomočkov, tukaj pač rabite nalivno pero ali pa kemični svinčnik, ni tako kot pri matematiki, pa kaj imate lahko, pa čisto ne, pa pri angleščini kateri slovar lahko in katerega ne, in tako. Tukaj rabite pač nalivno pero ali pa kemični svinčnik, pa znanje, ne. Znanje je v redu imeti. No, tako da je, kar se tiče te razčlembe, je v bistvu se nekoliko razlikuje od na primer matematične pole ali pa angleške, oziroma predvsem od matematične, kjer veste, da pač se bo ena naloga nanašala na, ne vem, odvode, pa ena naloga na vektorje in tako naprej. Pri slovenščini se res nekako celotno ocenjuje vse skupaj, katerikoli del snovi, ki vas čaka v vsej zgodovini ur slovenščine, ki ste jih imeli, se nekako preverjajo ali pa pojavljajo v 3 tipih nalog. Imamo pač naloge zaprtega tipa, naloge polodprtega tipa in pa naloge odprtega tipa. Jaz vas bom zdajle malo zapeljala čez nekako take tipe nalog, ki se lahko pojavljajo, da tudi vi dobite malo občutek, je pa v bistvu za katerikoli maturitetni predmet zelo dobro, da že prej obiščete pač spletno stran RIC-a, da rešite kakšno maturitetno polo, ker boste v bistvu na tak način najbolj dobili občutek, kaj vas čaka. Sam event vam bo potem precej bolj domač in bo posledično tudi precej manj stresen. Ta stres je zelo dober, recimo ni ga možno čisto odpraviti, ampak da se pripravljate tudi na ta del, ker pač tista prisoten, ne vem, kako bi rekla, adrenalin povzroči marsikakšno tako malenkostno napako, ki se drugače nikoli ne bi zgodila. Tako da, če nas spremljate na socialnih omrežjih, imate tam tudi en kup uporabnih nasvetov, kar se tiče načinov učenja, prehrane, spanja in vseh ostalih drugih uporabnih nasvetov. Ok, torej, da začnemo z nalogami zaprtega tipa. Zdaj, naloge zaprtega tipa se lahko pojavijo na več načinov. En od teh je naloga alternativne izbire. Zdaj, za vsak tip sem podala pač en primer, da dobite občutek, kako to izgleda. Kot pa sem že povedala, se v kateremkoli tipu nalog lahko pojavi katerakoli od snovi. Okay? Torej, naloga alternativne izbire, tukaj pač je tale primer, ki se nanaša na glasoslovje, pomembna snov, vsako leto se pojavlja v maturitetni poli, in tukaj pač recimo izbirate, če je v besedi zgodba dolgi naglašeni široki O ali pa če ga ni, na primer, v tem primeru pač tukaj ga ni, in to, na kar želim zdaj tukaj opozoriti, je tale del. V trditvah podčrtajte ustrezno možnost, nikoli ne bom nehala poudarjati tega, da je potrebno podrobno brati navodila.
tukaj piše počrtati, da obkrožiti. Do takih malenkosti potem pride zaradi tega površnega temu branja. Tako da, ja, do tega recimo prenese tudi stres. Recimo. Potem obstaja naloga izbirnega tipa. Torej, v temle primeru imamo, v katerih vrstah besedil je večje število prevzetih besed običajno ustrezno in potem obkrožiti črke pred pravilnimi odgovori. Jaz tukaj nam je všlo, pač tale naloga recimo je imela možne, vključujem. Smo nazaj, okay. Tale naloga, naprimer, je imela dve možni točki, na kar vas želim tukaj opozoriti, je, da obkrožite črke, se pravi črke v množini, pred pravilnimi odgovori. Ni nujno, ampak bi bila pa razlika, recimo, če bi bilo obkrožite črko, to bi pomenilo, da je zagotovo samo ena. Tukaj je bilo, recimo, sta bili možni je bilo možno dobiti dve točki, kar bi pomenilo, da je za eno točko ustrezno pravilno obkrožiti dva odgovora. In potem za obe točki še tistega, ta tretjega. Torej, ponovno podrobno branje navodil. Naslednji tip naloge, ki se lahko pojavi, je naloga s kratkim zaprtim odgovorom. Tukaj vas sprašuje po glagolskem načinu v povedi in pa potem po pretvorbi stavka v drug glagolski način. Zdaj, tukaj je možno odgovarjati zgolj z eno besedo, naprimer, ni potrebno odgovarjati v celih povedih, na to boste vedno praktično opozorjeni, da je potrebno podati odgovor v celi povedi. Recimo tukaj pač imamo trpni način ali pa trpnik, oboje bi bilo ustrezno in ni potrebno uporabljati potem posledično velike začetnice potike, ampak to je zgolj v teh tipih nalog, kjer je odgovor možen podati zgolj za besedo ali dve. Vse ostalo pač absolutno je treba uporabljati in upoštevati pač pravopisne pravilnosti. Če grem prehitro, me kar opozorite. Jaz pa bom tukaj kar nadaljevala. In sicer naloga, ki se zelo pogosto praktično v vsaki maturitetni pojavi, je naloga povezovanja. Tukaj imate možnosti na eni strani pač iskati ponavadi domače sopomenke s pač kakšnimi drugimi izrazi, je pa to naloga, oziroma praktično vse naloge se nanašajo na tisto začetno izhodiščno besedilo. Besede bodo posledično pač se izvzete iz podanega besedila in je na nek način se zelo težko pripravljati na nekaj takega, ker tukaj se res v tej razšlembi, v tem prvem neumetnostnem besedilu se res pojavijo pač raznovrstne teme. Lahko se nanaša na kulture, naravoslovje, tudi družboslovje, tako da se na to ni drugače možno pripravljati kot z vajo, pač da rešite čim več primerov. Lahko pa opazite, da je na drugem delu več možnosti, kolikor na levi. Se pravi, če se vam zdi ta naloga enostavna, je mogoče zaradi tega potem malo bolj kompleksna, zaradi tega, ker zmeraj ostane kakšna možnost oziroma je kakšen primer odveč. Posledično je možno, da ima kakšen ta beseda na levi, da ima možnih več definicij, ni pa nujno. Naloge dopolnjevanja. To je spet ena od tip nalog, ki se zelo pogosto pojavlja.
tukaj morate ravno tako podajati zgolj pač z eno besedo odgovore, ali pa pač na drugačne možne načine pač označiti, torej spet ali gre za eno, pač tukaj v tem primeru raziskovalni, prepričevalni ali pa pogajalni pogovor. Potem imamo nalogo razvrščanja, kjer morate izpisati ustrezne primere torej porazdeliti. Tole sicer ni naloga, kjer bi šlo za minus točke, moram pa nekje drugje opozoriti na to možnost. Tole je naloga korekcije, a ne. Zdaj, tukaj vidite besedilo, kjer je treba popravljati pravopisne napake. To je naloga in praktično edina vrsta naloge, ki prinese minus točke. Se pravi, dva pravilna popravka sta v tem primeru vredna 1 točko, a ne, ker je 10 pravopisnih napak, vendar vsak pravopisno napačen popravek izniči pravilnega. Ne gre v minus točke, v smislu, da lahko od 0 točk vam še odbijajo, ampak da pač izničenje pripelje do doseženih 0 točk pri tovrstni nalogi. Ena od nalog, pač s tem si zagotovijo, vi greste lahko popravljati praktično vsako besedo tukaj, pa malo probavate, a ne, pač s tem si zagotovijo, da pač se tega ne lotite na tak način. Ena naloga, ki sem jo še zasledila tovrstno, je bilo, mislim, na počrtovanje, ne vem, samostalniških ali pa pridevniških zaimkov, kjer je pač naloga od vas zahtevala, da počrtate, ne vem, mislim, da vse pridevniške zaimke, recimo. Tam je ravno tako prišlo do možnih minus točk, zato ker pač vi bi drugače lahko počrtali vsako besedo, pa pač eno od tega pa bo že pridevniški zaimek. Tako da, ja, pri takih nalogah bodite pozorni, pri vseh ostalih nalogah ne puščati prazno. Tukaj pač ni vašega tega osebnega šolskega učitelja, ki bi vas lahko bolj pokritiziral. Absolutno, če vam je bolje, da se potem rešite, da si označite tiste naloge, pri katerih niste prepričani, ali je odgovor ustrezen ali ne, da si jih označite in potem pač vrnete tej eni nalogi ali več njih, nikakor pa ne puščati prazno, a ne. Razen v teh 2 primerih, ki sem jih zdaj podala, tukaj ni možnih minus točk, tako da tudi če nimate pojma, nekaj napišite. Sigurno je več možnosti potem, da dobite ali pa da dobite pač tisto točko, kakor pa če pustite prazno, ker ste to zagotovo, ste si to zagotovili, da pač točke ne bo. Okej, še zadnji tip naloge, mogoče sem jaz, ja, takole. Torej, zdaj smo pogledali naloge zaprtega tipa, okej? Obstajajo tudi naloge polodprtega tipa, to so tiste naloge, ki sem jih že omenila, in sicer v smislu, da morate podati odgovor v povedi. Tukaj imate tudi pač navodilo, a ne, odgovorite v povedi. Tukaj recimo je potrebno navesti 3 argumente, s katerimi boste pač utemeljili trditev, da, ne vem, v tem primeru, da prevajalka pač nasprotuje podcenjevanju dela dobrih prevajalcev. Če je tale naloga vredna 4 točke, dobite 3 točke za 3 ustrezne argumente, se pravi 1 točko za vsak argument. Tista 4. točka pa pripada jezikovni pravilnosti, torej, da gre za poved, ki je slovnično pravilna, da upoštevate vse pravopisne, da ni kakšnih pravopisnih napak in podobno. Okej? In pa še naloge odprtega tipa. To je pa, na primer, tista zadnja naloga, ki od vas zahteva tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila. Ta naloga je pomembna,
Zakaj je pomembna? Ker ima vedno največ možnih točk od vseh v primerjavi z vsemi ostalimi nalogami, ki vas čakajo v drugi poli. Tukaj gre recimo za uradno prošnjo, imate neka specifična navodila, ki pa še zmeraj puščajo nekaj prostora, da sami pač tvorite to besedilo. Upoštevati je potrebno pač te seveda iztočnice, ki vam jih navodilo daje, predvsem pa tale del, se pravi, da upoštevate, katero neumetnostno besedilo morate tvoriti, seveda, absolutno. Pazljivi pa morate biti tudi pri številu besed. Ravno tako kot pri eseju, potem to pomeni minus točke, če ne podate dovoljšno število. Na kar želim jaz tukaj opozoriti, je predvsem to, da si čas, 90 minut je precej, ampak da si ga pustite nekaj tudi za to zadnjo nalogo. Če boste tam panični, pa skakali gor pa dol, zna hitro zmanjkati časa potem za tole zadnjo nalogo, ki prinese ful točk, Tako da si nekako razporedite čas. Jaz vam ne bom povedala, bo to 10 minut, bo to 15 minut. Vsak ima svoj način in svoj čas, ki ga rabi posvetiti temu. Izkoriste pa vseh 90 minut, torej, spomnim se, ko sem jaz sedela v šolski klopi, pa so zmeraj vsi kontrolko dajali pred mano, pa sem da sem malo počasna, pa on ful bolj zna kot jaz, pa zakaj se nisem bolj učila. Tukaj morate sedeti 90 minut za mizo, prej sploh ne smete zapustiti prostora, tako da izkoriste vseh 90 minut, vrnite se k tistim nalogam, za katere niste prepričani, ali pa tudi če zaprite polo, tudi če vam ostane čas, zaprite polo, malo zadihajte, pa se potem mogoče, ali pa tudi ne, vrnite k kakšni nalogi, ki vam je delala preglavice. Okej. Če ima kdo tukaj kakršnokoli vprašanje še? Lisa vam je še par informacij dala, naslednji teden začenjamo z maturitetnimi tečaji, kjer se bomo pač ukvarjali tako za pripravo na esej, kot tole razčlembo, tako da, če vas zanima, lahko pišete naši Lisi na lisa@pripravljena-matura.si, dobite še podrobne informacije. Okej, zdaj pa lahko nadaljujemo še z ustnim delom in potem naredimo pavzo. Lahko pa jo naredimo zdajle, tako da vas bom zdaj spet povprašala in morate dati malo feedbacka. Zdaj ne vem, ali so to odgovori od prej ali zdajle, ampak mislim, da lahko pogledamo še. Katja, to ne moreš dvakrat istega pavlovka. Okej. Lahko pa dijaki v chat napišejo, če bi želeli en kratek odmor ali kar šibamo dalje, pa malo prej končamo. Saj jaz mislim, da je tudi za vaju zanjo, da bo čisto pasalo, če naredite en kratek odmor. Okej, odlično. Dogovorjeno, potem pa se vidimo ob 11:21, 11:22, nekako tako. Pa bomo pa še minutko počakali, da se vsi nazaj zberemo. A velja? Super, se vidimo čez 5 minut. Okej, velja. Čau.
Ok, Katja, se mislim, da jih je več kot pol nazaj, tako da po mojem lahko nadaljujemo. Odlično. Evo, Ok, tukaj lepo nadaljeva. sorry, jaz sem samo še v chat napisala, da imamo samo še 2 mesti fraj na natečaju za slovenščino, tako da če želite se še naprej pripravljati s Katjo na maturo, nam dajte kar napisati čim hitreje, ker pač tisti, ki bo prej se prijavil, tisti bo prej dobil mesto, tako da sam en opomnik, evo. Tako, super, hvala. Ok, zdaj bomo nadaljevali z ustnim delom, še tem tretjim, ki vas čaka na maturi. Vam bo pa Anja malo bolj pojasnila, kako poteka, tako da izvoli. Okay, hvala. Torej, zdaj sam še ustni del. Torej, kako izgleda ustni del, je pač vezan na seznam, ki ima ime Izbor književnih besedil za ustni del izpita iz splošne mature iz slovenščine, podobno kot tematski sklop je izšel ven, mislim, da lani februarja, in pač določi se lani februarja za naslednje šolsko leto. Pri tem izboru je treba biti pozoren, ker poleg, mislim, da okoli 50-56 književnih del, vsebuje tudi 12 jezikovnih vprašanj, ki so kratka in smo jih tudi obdelali na platformi. Ampak tako, dajte biti pozorni, da potem, ko imate tisti seznam, da pač je še ena stran spodaj, kar se rado zgodi. Ta vprašanja za jezik se nanašajo na zgodovino slovenščine, družbeni položaj, rabo slovenščine in tako naprej. Torej, na samem ustnem izpitu imate na voljo 20 minut, k končni oceni ustni del prispeva 20%. Zdaj, ustni del izgleda tako, da pridete pa še eno izmed vaših učilnic, in izvlečete listek, ki ima 3 naloge. Prva naloga je glasno branje nekega kratkega sestavka iz enega izmed teh izbranih književnih del oziroma nekega polliterarnega besedila. Potem je vprašanje glede tega, kam to delo spada, kdo ga je napisal, glavne značilnosti dela, torej vsebina, slog, besedišče, tukaj napačnih odgovorov ni. Zares, torej, poudarek je pač na razlagi, torej motivno-tematske značilnosti, slog, zvrst, vrsta, umestitev v sobesedilo, če imate nek odlomek iz romana, seveda poveste, to je iz, ne vem, romana Zločin in kazen, ki je roman ruskega pisatelja Dostojevskega itd. Potem je tudi na obdobju poudarek, torej ne vem, kako se zdaj na Dostojevskem, torej v Zločinu in kazni kažejo, ne vem, značilnosti realizma. In zdaj tudi na aktualizaciji sporočila literarnega dela, to zdaj zveni zelo abstraktno, ampak lahko poveste, zakaj je to vprašanje zločina in kazni še dan danes aktualno, oziroma če je za vas sploh aktualno. Potem tretje vprašanje je lahko bodisi neko pregledno vprašanje iz književnosti, bodisi strukturirano vprašanje z jezika. Zdaj, to pregledno vprašanje iz književnosti je lahko recimo, kaj je realizem, in potem poveste, kaj je realizem, kdaj je bilo to aktualno, glavne pisatelje in dela, nekaj značilnosti in to je to. Potem lahko dobite tudi vprašanje, kdaj je šel prvi slovenski roman. Mislim, da pač tudi dostikrat imate recimo za razložiti, kaj je tradicionalni roman, kaj je modernistični roman. Zdaj, pri tem je pomembno, da karkoli tukaj dobite, da pač predstavite, kot sem recimo pri realizmu povedala, imate značilnosti, primere, nekaj prostora je pa tudi pač za vaše mnenje, odziv, recimo za realizem, a vam je všeč ali ni všeč, če se vam zdijo še vedno aktualni ti romani. Zdaj, če imate tradicionalni modernistični roman, lahko rečete, da vam pač modernistični romani Virginia Woolf ali pa ne vem, Jamesa Joycea, da to vam pa ravno ne leži. Tako da tukaj je zelo pomembno, da ste komunikativni in tako naprej. Zdaj ta druga, torej to strukturirano vprašanje iz jezika se pa navezuje na izhodiščno polliterarno besedilo. Zdaj pač na večini listkov je seveda pač literarno besedilo, ker jih je tudi največ. Mogoče bo pa kdo od vas ali pa od vaših sošolcev srečnež in bo izžrebal jezikovni listek, kar pomeni, da boste pač gor imeli neko polliterarno besedilo, neko časopis, ne vem, karkoli. Tako kot literarnega pa morate tudi tega predstaviti, morate povzeti njegovo vsebino, povezati slovenščino, če pač se navezuje na slovenščino, predstaviti pač del česa je, torej kam se ta sestavek nanaša.
Zdaj, poudarek je recimo na razlikovanju zvrstnosti jezika, torej če imate, ne vem, slengovski jezik, knjižni jezik, pokrajinski jezik, te stvari. Potem, ne vem, če je povezano, morate tudi recimo poudariti zgodovino, vlogo slovenščine v sedanjosti, preteklosti, razumevanju samega besedila, torej analitiki, torej da znate tisto prebrati, pa potem tu prihaja s tem, povezano je s tem, itd. In da tudi to, kar preberete, kritično vrednotite, torej zopet neko vaše mnenje. Poudarek, torej primer takega listka, recimo, ki sem ga jaz zvlekla, je recimo, ne vem, novica o dvojezičnih tablah v Avstriji, nekaj s tem je bilo. Potem najprej to besedilo preberete, potem razložite nekaj o položaju slovenske manjšine v Avstriji, torej kaj jo ščiti avstrijska državna pogodba, kako se ta zaščita v praksi uveljavlja ali se ne. Potem sledi torej vaše mnenje, recimo, ali je to dovolj zdaj za samo slovensko manjšino v Avstriji ali ne, a se vam zdi, da bi bilo lahko boljš, karkoli lahko tukaj, lahko se tudi na književnost navežete, recimo, če poznate, ne vem, Florjana Lipuša, Majo Haderla, kakorkoli, mogoče sem šla že predaleč, in tako naprej. In to je to. Torej, ko zdaj izžrebate listek, še ta hakec je, da ga lahko enkrat zamenjate, torej, če vam ne ustreza, ampak potem tistega, ki ga zamenjate, pa morate obvezno vzeti, torej ne morete pač nedogled tega vleči, tisto, kar dobite v drugem poskusu, je pač to, ni drugih zadev. Zdaj, ko izžrebate listek, pa imate na voljo tudi, mislim, da 15 minut, 20 minut za pripravo, torej ponavadi je tako, da en odgovarja, en se pa pripravlja, ampak ta čas za pripravo pomeni, da si lahko nekatere stvari zapišete, mislim, dobite tam pač list papirja pa nek kuli in si pač zapišete vaše odgovore, ni treba, da zdaj govorite z glave, da je to zdaj nek preizkus tega, kaj boste v 20 minutah zvlekli iz vaše glave, kakorkoli. In to je to. Zdaj smo v bistvu s tem pregledom zaključili. Jaz bi sam še nekaj dodala. Seveda, sorry. Tako kot je Anja omenila, a ne, pač vi imate tistih, ko nekdo odgovarja, vas pustijo noter in imate tisti čas, ko on odgovarja, vi možnost, pač, da si vse skupaj zapišete, kar predlagam, da si napišete kakšne oporne točke, ne šparati tukaj z besedami, tako interpretacija, predvsem glasno branje, a ne, doživeto, da pazite pač na barve in register, ker ta del prinese neko število točk. Vi lahko dosežete 20 točk, mislim, da je 10 od tega prav to glasno branje, tega sestavka. Tako da potem drugi del se pa nanaša, da poveste pač vse, kar o tem veste, interpretirajte, pojasnjujte, podajajte kakšne primere, svoje mišljenje, ne šparati v glavnem z besedami, izkoristite tistih 20 minut, ki jih imate na voljo, ker so tudi profesori znajo biti taki zelo prijetni, ti dajo še kakšno mogoče smernico, ni nujno, ampak če pa pride pa to boljše. Tako da, samozavestno, pa suvereno, da tako uporabite tistih 20 minut, da si nekako vse strukturirano nekako izoblikujete. Oprosti, to je vse, kar sem želela dodati. Ni panike, nekaj bomo se potem še vrnili, ampak se ne škodi, da mogoče kakšne stvari slišite dvakrat. Absolutno. Tako da, zdaj, če se premaknemo naprej, mislim, da zdaj imamo neke najpogostejše napake. Recimo za esej, mislim, glede na to, da se pač spreminja vsako leto to tematski sklop, za nekih teh točnih napak, recimo, da ni, ampak recimo pri vsebini je ena taka najpogostejših napak nenatančno branje navodil in posledično napačna smer eseja. Torej, to še vedno spada v ta sklop pisanja osnutka, ki sem ga prej omenjala. Torej, dobro preberite navodila, ker je res pomembno, da vi razumete ta navodila, torej kaj izcenjevalci, torej kaj je zahtevano od vas, da pišete, in dajte se tega res držati. Ful dobro, da vi veste, ne vem, veliko
družbenem kontekstu Great Gatsbyja, ampak če recimo ne sprašujejo že pri Felixu o nekem družbenem kontekstu, potem nima smisla, da to vnašate noter. Zdaj to je bilo zelo strešno, ampak tako, res se držite tistih navodil in dajte tudi zato je osnutek pomemben, torej da vse te stvari, ki so nam zanimive, pa nas zanimajo, pa mogoče uporabne, da jih utišamo in jih damo stran nekako iz tega primarnega fokusa. Pri vsebini je še zelo pomembno, tega nisem gor poudarila, ne izpustite ene izmed postavk. Torej, dajte biti zelo pazljivi, da res na vse odgovorite, ker pač izpust ene izmed teh postavk iz navodil se ovrednoti z 0 točkami in zato, da ste pozitivni na eseju, morate pač nekaj točk zbrati v bistvu pri vseh postavkah. Torej, tudi če ste vse drugo čudovito naredili, pa potem, ne vem, bo ocenjevalec ocenil, da je bil vaš komentar v bistvu zaključek, lahko da tam takoj 0 točk in je pač konc, tudi če ste vse drugo čudovito naredili. Torej, jezikovna pravilnost, torej izgubljanje točk na račun ponavljajočih se napak, torej manjkajoče vejice, pisanje skupaj narazen, večstavčne povedi. Torej, esej oziroma to ocenjevanje recimo jezikovne pravilnosti poteka tako, da z vsako ponavljajočo napako izgubite več točk. Torej, mislim, da se začne pri 2 vejicah, je 1 točka in potem je, ne vem, 2 točke, 3 točke, 4 točke. Tako, vse več izgubljate, torej za neke napake, ki se, mislim, da ponavljajo. In isto pisanje, pač za vsako to napako. Tako da tukaj dajte paziti, pač, če imate težave z vejicami, dajte si mogoče te stvari, dajte imeti poudarek na tem, ne zdaj nuno, ker bomo 5-krat prebrali roman. Pač dajte pogledati, vejice v večstavčnih povedih, kaj zdaj stavki, pa stavki, kje pridejo vejice, priredja, podredja itd. Pisanje skupaj narazen, torej imamo nebo nad nami, pa Felix, ki ne bo nečesa naredil, torej take stvari. Se zveni neumno, ampak pač to je, mislim, gre se samo za natančnost v končni fazi in zdaj večstavčne povedi. Tukaj predvsem se nanašam, želim povedati recimo na to, kako vi zgradite samo poved, da ima nek rep po glavo, da ni tako, da potem ocenjevalec išče zdaj vaš glagol nekje, začnete povedati v eni vrstici glagole, pa pol nekje 3., 4., ne vem kje. Pač ne tega delati. No. Torej, zgradba naj vas ne skrbi, torej predolga dolžina, ampak bo razčlenitev samega eseja po odstavkih. Zdaj, Katja je omenila to prekratko dolžino, to je precej tudi na fakultetah, v tujini, kjerkoli, imate recimo ta benefit 10% plus minus, torej 540 je pač ta limit, recimo na eseju, če je vaš esej krajši kot to, potem pač boste tudi nekaj točk na ta račun izgubili, ampak če odgovarjate, kot sem prej omenila, če boste pač odgovorili s primeri na vsa vprašanja, imeli uvod in zaključek, se vam to skoraj zagotovo ne bo zgodilo. Zdaj, razčlenitev eseja po odstavkih, to pomeni, priporočljivo je, da imate recimo 2 na eni strani, neobvezno, ampak da je tako vsaj 2, da ni da zdaj ocenjevalec odpre vašo polo in samo je blok teksta. Zdaj pa ti beri, ti pa popravlja po možnosti, je vse možno izčrtano, pa puščice, pa ne vem kaj še vse. Držite se tega pravila pri samih odstavkih, da je pač ena ideja na odstavek. Če to pomeni, da bo pač, ne vem, vaš odgovor na neko to stvar iz navodil bil razdeljen na 2 odstavka. Pač dajte se res držati tega, da pač imate neko idejo, ki jo pač razdelate v sklopu enega odstavka, in potem greste naprej. Pomembno je tudi, recimo, tudi to, da se pač odstavki povezujejo malo med sabo, da ni zdaj ločeno. Ampak mislim, da to ni tak problem ponavadi, torej, da je že povezano med sabo. Večkrat je problem, da je vse skupaj nabasano v en odstavek, ki pač na strani, ko torej pišete z roko, pač zgleda kot zbit tekst, čeprav bi morali biti, ne vem, 2-3 odstavki. Zdaj, uvod in zaključek, to sem prej omenila, da pogosto pride do tega, da sta ta lastni komentar oziroma opredelitev združena, kar je pač napaka v tem smislu zgradbe oziroma tudi sloga oziroma vsega hkrati. No. Torej, zaključek je namenjen za okroževanje vašega besedila, v njem povzamete vaše besedilo, če ste v uvodu imeli neko tezo,
jo lahko potrdite oziroma ovržete oziroma karkoli. Zdaj vaše mnenje je pa del jedra, tako da ne združevati takih stvari skupaj. In zagotovo, tudi če se vam zdi, da nimate mnenja o Felixu, da vam je bil ta roman whatever, ker nekje si ne znate veliko stvari razložiti, tudi to je lahko vaš starting point oziroma nek začetek za vaše mnenje. Tako da ne vas ne premami ta ideja, joj, pa nimam več časa, pa ne da se mi, pa skušati ostati v tej koncentraciji in biti tako, ne, dajmo še mnenje, potem zaključek in preberemo in je to. Bi še kaj dodala tukaj, Katja, pri pogostih napakah v eseju? Ali taki, odmutati se moraš. Ja. Jaz mislim, da mora biti vsak pozoren pri pripravi, predvsem na tisti del, ki njemu povzroča največ težav. Zdaj, glede na to, da ste danes tukaj, pomeni, da se že pripravljate na esej, tudi to, da ste se toliko prej že aktivirali, daje nek pozitiven feedback, ampak da recimo tudi, ko se pripravljate, da ste pozorni, če veste, da vam dela težave vstavljanje vejice, ste potem pri ponovnem prebiranju pozorni na to. Zapis imen in sklanjanje potem teh imen in take zadeve, je pa to res vse, na kar se pripravljamo in podrobno predelamo na maturitetnem tečaju. Bomo pa potem tudi v mesecu aprilu naredili 2 delavnici, ki bodo posvečeni zgolj pripravi na esej in bo potem še eno delavnico, ki bo posvečena slovnici, oziroma razčleni, tako da nas lahko spremljate, pa se potem prijavite tudi na to vrstno sodelovanje pa pomoč. Jaz bi zdaj omenila nekaj napak ali pa podala nekaj nasvetov pri reševanju druge pole. Zdaj, omenila sem že pri pregledu samih nalog, da je površno branje navodil samega besedila, potem tisto, kar sproži oziroma pripelje do do točk, izgubljenih točk. Obstaja tudi tole, to sem si sicer zmislila, ampak recimo, da izpišete prve 3 glagole iz druge povedi 3. odstavka. Potem ni drugi odstavek, pa v drugem odstavku 3. poved, ampak obratno, da ste res pozorni in prve 3 ali pa zadnje 3 ali pa ne vem, na take zadeve, da ste pozorni. Torej, res podrobno preberajte navodila, če vam ostane čas, se ravno k takim nalogam lahko vrnete, pa preverite, če ste res ustrezno prebrali navodila. Ker, tako kot sem že rekla, površno branje navodil pripelje do površnega podajanja odgovorov. Se pravi, tako kot sem že prej povedala, če piše 3 argumente, morate napisati 3 argumente. 2 ne boste dovolj, da dobite vse točke. Ali pa, recimo, za katero vrsto tvorjenja gre. Tukaj je razlika izpeljevanje ali pa izpeljanka. A vas sprašuje po vrsti tvorjenke ali vas sprašuje po načinu tvorjenja. Da ste potem na take stvari pozorni in posledično potem podate ustrezne odgovore. Ponovno se spet vračala stvari, ki sem jih že večkrat omenila, ampak je res neverjetno, kakšne so stvari, ki se pojavljajo zgolj zaradi tistega stresa pa adrenalina, ki je takrat prisoten. Tako da minus točk ni, ne izpuščati nalog, napišite nekaj zelo verjetno, da bojo vaši občutki pravilni, če ne pa vsaj nimate kaj za izgubiti. In pa tudi tisto, kar sem že pri zadnji nalogi opozorila, zadnja naloga prinese največ točk. Priborite si nekako ali pa porazdelite si čas, tako da vam ostane na koncu dovolj, sledite ustrezno navodilom,
ponavadi je tako, da pač ste nekaj informacij imate, nekatere si še lahko izmislite, ampak bodite pa pozorni na tiste, ki imate podane, da jih upoštevate in tudi ustrezno potem z njimi tvorite to zadnje besedilo. Okay? Če ima kdo tukaj še kakršnokoli vprašanje, nam lahko napiše. Jaz sem edin tukaj želela vas še povprašati, kaj je tista snov, ki vas v bistvu najbolj matra pri Slovenci. No? Sicer ima vsak svoje... mislim, da sem zdaj, ja. Mislim, da ima vsak svoj močni področje, ki glasoslovje ostaja. Ja, zelo presenetljivo, vedno nekako poteka bitka med glasoslovjem pa strukturami, zdaj vidim tudi, da besedotvorja. No, v glavnem, ja, pač, če vas zanima maturitetni tečaj, kar napišite listi. Drugače za glasoslovje pa že nekaj časa nazaj YouTube, pač en video, ki pojasnjuje snov, smo s platformo dali tudi na YouTube in je dostopen vsem, tako da lahko še to malo prečekirate pa preverite in upam, da vam bo v pomoč. Hvala za sodelovanje tudi tokrat. Zdaj pa bo Anja podala še kakšno informacijo ali dve za ustni del, pa se posvetimo tudi vašim vprašanjem, oziroma če imamo še kaj za dodati, ker mislim, da smo že prej precej pokomentirali, ampak mislim, tako no. Zdaj, ne glede na to, kakšen je vaš odnos s profesorji slovenščine, je ustni izpit vseeno oddih, glede na to, da sta esej pa razčlemba že mimo, pa ne zdaj to bo šlo brez učenja, ne na ta način, ampak tako. Dostikrat, mislim, za mnoge je to mogoče tudi zadnji ustni na maturi ali pa med zadnjimi, čakajo vas takrat že vidite te v ciljni ravnini, te dolge počitnice do oktobra, tako da dajte se sprostiti, ker dajte zopet parkrat vdihniti, torej kot je Katja povedala, torej doživeti to branje. Zdaj fajn je, da se mogoče tudi sami kaj preberete, ko se boste pripravljali. Seveda verjamem, da vam branje z oči in kazni ne diši, ampak recimo kar je pesmi, tudi recimo Prešeren, te stvari so vse na internetu dostopne, prosto dostopne, no, tako da si jih lahko preberete, malo pogledate, lahko se tudi dobite s prijatelji, pa ne vem, pač malo naredite nek game z tega doživetega branja, pač stvari, ki so vam mogoče tako zelo oddaljene. Zdaj pri samem govoru, bodite pazljivi recimo na register govora, na uporabo mašil, torej vendarle pa je to vseeno formalna situacija, torej vi nagovarjate nekoga, ki je nekako višje od vas, torej ni zdaj to vaš prijatelj, vaš kolega, ampak je profesor, profesorca, tako da dajte paziti, da pač navikanje na pač porabo primernega besedišča in tako naprej. Tudi recimo uporaba mašil, mogoče zveni protislovno, da vam jaz to rečem, glede na verjetno tono vseh, ki sem jih danes uporabila, ampak tako, dajte mogoče paziti, to je fajn, da si recimo napišete neke stvari, ko se pripravljate, da jih mogoče potem preberete ali pa da jih ne kličete ravno zdaj iz glave. In zdaj res povejte vse, kar veste o delu. Tudi če mogoče se vam, mislim, dobro, verjetno jih vsega ne, ampak ne vem, tudi če ne spomnite se vsega, ampak tisto, kar vam je bilo zanimivo, ker zagotovo boste veliko bolj doživeto, veliko lažje govorili o stvareh, ki vas zanimajo, tudi če zdaj ne vem, zagotovo pač ena dela so preveč obsežna, ampak ne vem, če vas pri Iliadi vam je mogoče zanimivo ta aspekt vojne, ne, ali pa se vam je zdelo zelo aktualno, da kako se pač ta vojna vse skozi recimo pojavlja, skozi človeško zgodovino, da se drugače očitno ne znamo zmeniti, da pošljemo ljudi na Luno, ampak tako za te neke konflikte med državami pa še vedno nimamo drugih rešitev. Ne vem, take stvari pač, če vam je kaj zanimivo, če vam kaj izstopa, če vam je bilo kaj nenavadno, zagotovo je to veliko bolj pristno, kot da če sam zdrdrate, ne vem, Laški 11-terec, sonet tak pa tak, bla, bla, bla. Mislim,
zagotovo to je tudi prav, seveda boste dobili vse točke, ampak ne vem, lahko pa govorite tudi o tem, a ste vi probali sonet pisati, je to težko, ne vem, a se vam zdi, da je, ne vem, Prešeren res neko ljubezen izpovedoval, je pa nekaj tretjega, pač take stvari. Tako da ja, no, zdaj, to je to v bistvu porusne, no, bi Katja še ti kaj dodala, smo še kaj izpustili, smo prej že veliko povedali. Ja, meni se je zdel Anin predlog o sodelovanju s kolegi, sošolci zelo dober, a ne, pač zmeraj kolega ve nekaj, kar ti ne veš in obratno in tekom ne vem, pogovora, debate, diskusije, lahko pridete do predvsem do veliko novih ugotovitev, do razmišljanj, do katerih drugače nikoli ne bi prišli. Ravno tako je tudi pri eseju, a ne, dobite lahko ogromno nekih iztočnic, ki vam dajo kakšne nove ideje za pisanje eseja, tako da to, če pa res niste fan slovenščine, pa predstavlja tale ustni del zadnjo stvar v vašem življenju, kjer bo preverjala to vaše znanje, to ni možno, sicer vsaj kakšen mail boste mogli napisati, ne, ampak tako mislim, da boste na podlagi tega prav ocenjeni. Je pa to nekaj, s čimer lahko še bolj s toliko večjim veseljem pristopite do tega, ne, zadnja stvar, ful se potrudite, dajte maksimalno vse od sebe in potem ste forever konec z tovrstnim pač preverjanjem znanja, kar se tiče slovenščine. Tako da, tudi če niste fan, dajte tudi vse od sebe, pa bo ziher vse super. Okej, jaz mislim, da sva podali vse informacije, ki ste jih nekako želeli prenesti, oziroma sigurno pa še kaj, ampak ravno zato nam pa lahko sledite še povsod na socialnih omrežjih, pa boste sigurno dobili še kakšne dobre uporabne informacije. Zdaj pa je čas za ostala vaša vprašanja, če se vam je še karkoli porodil tekom najinih predstavitev, tako da izvolite. Ja, če imate kakšno vprašanje, lahko ali dvignete roko, pa vam jaz omogočam, da govorite, ali pa kar napišite v chat, da lahko tudi vsi preberemo vprašanje. Ni neumnih vprašanj, tako da se kar opogumite, če je še kdo karkoli, če ga zanima. Drugače pa mislim, da sta Anja in Katja res zelo izčrpno in zelo dobro vam vse razložili, tako da mislim, da ste lahko ogromno odnesli od tega webinarja danes. Tako da počakamo še kakšno minutko, da kdo še napiše vprašanje, če ga ima, če ne pa na sonce, ne. Ja, jaz bi mogoče še dodala, da je Anja pripravila ful dobre zapiske, ki jih najdete na naši platformi za celotni del teh ustnih priprav, tako da najdete tovrstno pomoč tudi tam in so res super. Ja, mislim, da ena izmed stvari, ki jo imajo dijaki res najrajši na naši platformi, so Anjine interpretacije književnosti, tako da mislim, da je to kar top zadeva na platformi. Evo, Vita je napisala eno vprašanje punci, če boste lahko pogledali, se pravi, kaj moraš pisati, če v navodilu za esej uporabljen glagol ovrednoti, naprimer ovrednoti odnos med dvema osebama. Se pravi, kaj konkretno moraš tukaj napisati? To je pač ovrednoti, mislim, jaz to razumem, da nekako ceni, torej kakšen je ta odnos, je v osnovi vprašanje, a je dober, a je slab, a je, torej, kakšen vpliv ima na obe osebi, recimo, kakšne so posledice mogoče tudi tega odnosa konkretno, torej ne vem, kakšen je odnos, ne vem, med Felixom pa Erno, torej ovrednoti ta odnos, torej ta odnos je kaj, v osnovi je dober, ampak hkrati ima pa take zelo nenavadne odkljuke, torej Felix ima neke čudne sanje, recimo o Erni, ki so take zelo telesne, hkrati je Erna včasih zelo neprijazna do njega, torej se zdi, kot da ga ne ceni, torej zares bi lahko rekli, da je dober, sam, a je zares iskren, to je pa drugo vprašanje, verjetno ni najbolj iskren hkrati, ker oni recimo ne prizna, da mu je všeč, vsaj ne zares in tudi ona njemu nikoli ne pove, kaj jo zares tako moti na njem, da je včasih neprijazna do njega na ta način. Torej, v osnovi je pač vprašanje,
oceni, oziroma vprašanje pa je, kakšen je odnos med dvema osebama in kakšne so predvsem njegove posledice. Ni, da napišeš odnos od 1 do 5, 5 ali pa 3, ampak da zares sam razmišljati, začnete o odnosu in pač napišete, kar se spomnite o tem, pač kaj se med dvema osebama dogaja. Kar je ključno, da tukaj pač podate, je primer iz romana. S tem primerom boste vi utemeljili, zakaj ste se odločili za pač to vrstno vrednotenje. Vi morate zmeri podati nek smiselen, tudi če pač ocenjevalec ni nikoli pomislil na to, če bo videl, da ste vi pač ustrezno podali to in da je primer, ki ste ga podali, tudi ustrezno utemeljen, so pač točke dobljene. Super. S katerim... Še eno vprašanje. Sorry, Anja, si še kaj hotela? Ne, sem prebral vprašanje. Evo, še eno vprašanje je prišlo, s katerim likom iz svetovne književnosti pa bi primerjali koga od junakov iz Čudežnega Feliksa? Mislim, da je bilo kar pričakovano vprašanje za danes. Zdaj, sky is the limit, z marsičem da ne bomo preveč, glede na to, da bo to vsebina tega primerjalnega webinarja, na to se ukvarjala s tem, bi mogoče jaz nekako 2 primerjavi lahko izdam ali nekaj. Tiste, ki sem jih jaz dobila, ampak to pač zagotovo ni končno in zagotovo boste tudi v šoli ali pa na kakšnih drugih, ali pa na pripravah še kaj tretjega našli in to je samo super. Zdaj recimo Feliksa bi lahko primerjali na več mestih, torej s tem novoveškim viteškim junakom Don Quijotem, torej oba razmišljata, se borita proti nekim silam, jih skušata tudi razumeti, sile družbe, sile nekih razredov, življenjske sile, ampak hkrati pa sta oba precej v bistvu zelo pozno ugotovita, da se borita proti stvarem, kjer ne morata zmagati. Torej, tako kot Don Quijote se bori recimo proti nekim velikanom, to so pa v bistvu samo mlini na veter. In podobno tudi Felix skuša razumeti pravzaprav na nek način tudi vse to nasilje, tudi ta vzpon nacizma in fašizma. In se mu zdi, da on lahko to racionalno premaga, ampak hkrati to so zgolj mlini na veter. Torej, to so, mislim, hkrati se gre za neke veliko širše stvari, ki jih on sam ne more razdelati. Ampak ta mogoče ključna razlika med obema je pa to, da v sklepnem delu se Felix vseeno predrami, se želi, se nekako odmakne potem od te družine in gre z očetom, venem pa Felix in to sprejme na podlagi pač teh svojih razmislekov, skrbnih tehtanj. In zdaj v luči pač nas, torej sodobnih bralcev, ki vemo, kaj se je zgodilo potem pač in v Italiji in drugo svetovno vojno, je ta odločitev seveda vredna neke kritike oziroma se nam zdi nenavadna, pa vendar, medtem ko Don Quijote pa nikoli ne razvije te iluzije, pač skozi živi v svoji glavi. In zdaj, recimo, da ne bo samo Felix, veliko vzporednic lahko najdemo recimo med Štefanijo Misija ter gospo Bovary, torej obema je skupno, da imata obe neke nerealne, idealistične predstave, kako bo izgledalo zakonsko življenje, da to bo pa sama zabava in sama ljubezen in vse bo dobro in vse skozi se bosta imela z možem enako rada. Ampak za nobeno od teh se to ne zgodi, torej Štefanija tudi večkrat poudari, da se ni želela s Kalmusom poročiti, ampak da je bilo to nekako, da pač to ni bila njena osebna izbira. Hkrati tudi recimo Emma Bovary ugotovi, da je njen mož precej dolgočasen, precej preprost, da ne more dati nekega zabavnega življenja, polnega ne vem kakih avantur. Ampak to obedve pač ne znata tega uskladiti. Torej obedve začneta, namesto da bi se vprašali, a so bile moje predstave mogoče napačne, se tega ne vprašata, ampak iščeta pač izpolnitve drugje. Torej, obe se začneta, v bistvu imate vse več teh nekih izvenzakonskih afer, začneta bežati v bistvu tega skupnega življenja, postaneta na nek način tudi zagrenjeni, zlobni recimo do svoje te družinske celice, tudi zanemarjata do neke mere svoje otroke, torej Emma pošlje svojo hčerkico
celo nekam stran, oziroma pač ni tam prisotna, se varuške z njo ukvarjajo, tudi Erna in Heda pač sta v internatih, torej ena v Gradcu, mislim, da ena v Švici. In zdaj, ja, pač popestritev pač iščeta potem v teh kratkotrajnih aferah, razsvetnem načinu življenja, torej nekih zabavah, dogodkih, igrah na srečo in tako naprej. Zdaj, pomembna razlika je mogoče med obema, da je Štefanija sposobna do neke mere te svoje romantične ideale nekako predelati oziroma pač jih doživeti s Skobenskim, ampak hkrati tudi potem v tem odnosu do Skobenskega je prisiljena te ideale tudi razbiti, ker pač je psihično stanje in tudi potem fizično od Skobenskega vse slabše skozi roman, torej vse bolje nor, preprosto rečeno. In kar pomeni, da je pač prisiljena vprašati, ok, jaz imam tega človeka zelo rada, so najraje na svetu, ampak kako mu pomagam, pač, ker na neki točki se zdi, da ga bo sam pustila oziroma pač sam nekako zavrgla. Vse skozi se potem k njemu vrača, ker ugotovi, da pač ljubezen ni samo to, da ti dobivaš stvari, neko pozornost, ljubezen, materialne stvari, ampak da tudi ti vse to daješ. Tako da jaz bi mogoče sam to dvoje izdala, ker mislim izdala. Pač, primerjave so mogoče pač, in ne vem, z junaki iz romantike, sploh na tej relaciji Felix pa pač, ja, ti romantični junaki v Bibliji, ki je tudi referencirana pač v samem romanu, je veliko primerjav, pač najbolj se ponuja recimo ta pridigal o izgubljenem sinu. Tako da, kjerkoli se pač pojavi neko očetovstvo, pa sinovstvo, imate že takoj Felixa pa očeta, torej Teja, torej njegovega očeta Teja. Tako da, ja, mislim, mogoče bi sam to izdala, ker ja, to nas še čaka in bo kmalu na webinarju. Tako podrobno bomo vse to skupaj predelali še v tem webinarju, tako da več izdamo potem. Okay. Cool. Pa jaz mislim, da če bi bilo še kakšno vprašanje, bi že prišlo. To samo pomeni, da sta tako bolano dobro vse razložili, da so vsi ostali brez vprašanj. Sigurno. Tako da, Katja in Anja, jaz se vam najlepše zahvaljujem za vse te zelo valuable informacije. Dijaki, hvala, da ste se udeležili današnjega webinarja. Bomo ga verjetno tudi naložili na YouTube, tako da si lahko pred esejem še na hitrico enkrat pogledate, pa ponovite malo. Drugače pa ja, vabljeni na našo platformo, na tečaje, imeli bomo tudi kratke delavnice tik pred maturo, kjer vas bomo spet malo reševali. Tako da, evo, smo vam na voljo za karkoli. Tako da hvala, vsem želim lepo soboto oziroma še lep vikend naprej. Pejte zdaj malo na sonce, stran od računalnikov, pa uživajte vikend še naprej.